Najprej poslušajte ta tekst. Z lansiranjem tega avtomobila na trg BMW prinaša funkcionalnost prostora in udobje, skupaj z značilno BMW dinamiko, slogom in eleganco, bla, bla, bla. Ok, pa tole. Novi motori so pomembni gradniki užitka v vožnji, ki se osredotoča na športno zmogljivost in izjemno učinkovitost. No, na kateri avtomobil ste pomislili? Na tega ali na tega? Niste prav uganili, berem naprej. BMW je za ta avtomobil izbral sofisticiran sistem pogona na sprednja kolesa, ki vozniku nudi stopnjo vozniške angažiranosti, ki se pričakuje od modelov blagovne znamke BMW. BMW s sprednjim pogonom. Ljubiteljem te nemške znamke je ta moment verjetno kar malo nerodno. No, vseeno, tukaj je BMW 218i Active Tourer. Kje so dobili oznako 2, ve sam Bog, ker so se zadnja leta tako močno trudili, da so 1, 3, 5 in 7 bolj klasični predstavniki, 2, 4, 6 pa bolj športni. Kaj pa je potem to za eno čudo? Na to, da oznaka na zadku ne označuje več prostornine motorja, ste se najbrž že navadili, ampak ta je še posebej zanimiv, tega gotovo niste pričakovali. Zadaj piše 218i, motor pa ima samo 1,5 litra prostornine, 100 kW, to je 136 konjev, turbopolnilnik, jasno, in pazite, samo 3 valje. Tudi BMW je podlegel. K sreči to ne pomeni nič slabega, ker so naredili zelo dober motor. Zvok mu res ni v ponos, sploh ko se prižge in zunaj je precej beden, med samo vožnjo pa ga zaradi dobre zvočne zatesnitve potniške kabine ne boste kaj dosti slišali in tudi tresljaje so dobro zadušili. V bistvu je prijetno, prožen, čisto dovolj zmogljiv, daleč od kakšne športnosti, ampak s tem odličnim 6-stopenjskim menjalnikom dobro sodeluje in paše v ta avtomobil. Le s porabo me ni posebej prepričal, sem ter tja sem se vozil tudi z manj kot 7 litri, v povprečju pa z več kot 8. Tako da zame tole ni poseben napredek v primerjavi s starimi večjimi motorji. Vožnja je glede na sprednji pogon, kako naj rečem, ni BMW-ovsko dinamična, ni pa enoprostorsko dolgočasna, nekaj vmes. Avto se lepo čuti in položaj za volanom je ok, seveda se tukaj sedi malce višje, ker kupci takšnih avtomobilov to želite, da imate boljši pogled naprej in da kolena manj trpijo, ko vstopate v avtomobil. Na volanu se lepo čuti cesta pod kolesi, je pa to daleč od dinamike, ki jo recimo ponuja dvojka brez imena Active Tourer in z zadnjim pogonom. Jasno, če pa je ta avtomobil narejen na osnovi minija in samo pač povečan. Moti pa me tale A-stebriček, ker je absolutno preširok in se zato v stran slabo vidi, no in potovalni računalnik, ki je nameščen tule spodaj in zato tisti, ki sedimo malce nižje in imamo volan malce višje, nanj ne vidimo nič. Ker mora tole dobro opravljati funkcijo družinskega avtomobila, je seveda zelo pomembno, kako se sedi zadaj. Dobro je, prostora je dovolj za glave in za kolena, ga pa bo hitreje zmanjkalo v širino, zato naj tule zadaj sedita največ 2. Zelo fino je, da se ta naslon da podreti v 3 delih, če rabite prevažati kakšen daljši predmet, prtljažnik pa je lepo dostopen in čeprav ni največji, je s temi svojimi ravnimi stranicami kar uporaben. V tem režice tukaj pa lahko spravite bombone, a boš bombon? V tej pozabil očitno. Tukaj nimam posebnih pripomb, vse skupaj je zelo dobro izdelano, materiali so kakovostni, sicer je pa BMW-ovsko dolgočasen, ampak ima veliko lučk za nastavljanje ambienta. Ta stikala za klimatsko napravo so tudi malce drugačna kot pri ostalih BMW-jih in sedeža sta odlična. Mogoče malce majhna, ampak imata po dolžini nastavljiva sedalna dela. In prav ste ugotovili, vse skupaj ni prav poceni. Namenoma do konca nisem govoril o ceni. Če bi takšen stal 26.700 evrov, koliko stane osnovni 218i Active Tourer, potem bi rekel, ok, lahko je malce dražji, saj je BMW. Ampak točno tale stane 36.500 evrov, pa nima praktično nič posebnega. No, to pa je preveč. Zato na koncu lahko rečem, avto je predrag za to, kar ponuja. Za tiste, ki vas denar ne skrbi, pa dodajam, da je tole vseeno najboljši predstavnik v svojem razredu. Čisto enostavno, a ne?